Pozdravljeni! Mnogi navdušenci si predstavljajo, da po končani sezoni si ekipe Formule 1 vzamejo manjši, krajši oddih. A danes bomo videli, da v teh mesecih, ki nas ločijo do sezone 2023, so vsi v mrzličnih pripravah in zelo na tesno s časom. Verjetno se marsikdo izmed nas, navdušencev, sprašuje, le kaj bo počel v zimskih mesecih, ko Formule 1 dejansko ni. A pri ekipah, verjemite, nimajo takšnih težav. Namreč prav v zimskih mesecih potekajo mrzlične priprave na naslednjo sezono. Danes si bomo ogledali, kako ozke roke imajo ekipe, da v bistvu pripravijo vse potrebno za začetek nove sezone. Treba je poudariti, da letos v sezoni 2022 se je svetovno prvenstvo Formule 1 končalo dokaj zgodaj. Na primer, v sezoni 2021 so bile dirke še v decembru. A po drugi strani se moramo zavedati, da sezona 2023 se bo začela marca. A ekipe morajo biti pripravljene bistveno prej. Verjetno se marsikdo izmed vas spomni, da sem mnogokrat dejal, da projekt novega bolida se začne tam okrog poletnega premora sezone pred tem. Namreč v tej fazi, kjer se nahajamo sedaj, morajo biti načrti pravzaprav že končani in izračuni narejeni. Zakaj? Namreč najprej je potrebno opraviti tako imenovani crash test. In to pomeni, da morajo ekipe pripraviti šasijo, nosni konus, seveda tisto strukturo na samem menjalniku in to podvreči temu preizkusu, da bi lahko dobili seveda certifikat, da je šasija in ostali deli skladna z varnostnimi zahtevami tehničnega pravilnika. In običajno ekipe crash test opravijo nekje tam med 15. decembrom in 15. januarjem. Zakaj tako širok rok? Iz dveh razlogov. Prvič, nikjer ne piše, da bo ekipa opravila crash test v prvem poizkusu. Zato je treba imeti malce več časa, da se določene dele ojača in seveda zadevo ponovi. Kolikor se spomnite začetka sezone 2022, je bilo kar nekaj nepotrjenih govoric o tem, kako pri Red Bullu in Mercedesu so imeli težave. In verjetno, kolikor ste sledili zadevam, so pri Mercedesu objavili, da crash test so nekako sprovedli tam okrog 15. januarja. Po drugi strani nekatere ekipe s tem opravijo že pred božično-novoletnimi prazniki. In ja, tudi na to ne smemo pozabiti. Namreč med 15. decembrom in 15. januarjem so božično-novoletni prazniki, kar pomeni, da mnoge ekipe nimajo na razpolago 4 tednov, ampak bistveno manj. Ako ekipa opravi crash test, še ne pomeni, da je bolid pripravljen. Mnogokrat smo videli, da v začetku februarja začno ekipe s predstavitvami. In po predstavitvi sledi še tisti snemalni dan na sami progi. In tu moramo ločiti, seveda, kaj je predstavitev in kaj je tisti snemalni dan. Mnogokrat na predstavitvah smo videli nekaj,
kar tudi oddaleč ni bilo podobno bolidu Formule 1, predvsem v lanski sezoni. Naprimer, pri Mercedesu, Red Bullu, ekipi Haas in tako naprej. A na progi seveda je treba imeti pravi bolid in ponavadi snemalni dan. Ekipe opravijo seveda prvi dan po predstavitvi ali tam v prvi polovici februarja. Naprimer, če se spomnimo neke vrste tradicije pri Alfa Romeo F1 Team, oni so si izbrali kot tisti ključni trenutek dan zaljubljencev 14. februar. In seveda malce prej, malce kasneje vsi opravijo s tem, samo da preverijo, če so vsi deli na pravem mestu, če ni prišlo do kakšnih napak pri izračunu. Namreč, verjetno se marsikdo izmed vas spomni, kakšne težave je imel Williams F42. Pri ekipi z Grova so se zmotili pri projektiranju prednjega opetja ter obes. Tako da so izpustili kar nekaj dni večino zimskih testiranj, ker enostavno niso bili sposobni sestaviti bolida, ker deli niso bili pravi. In tu je treba poudariti, da marsikakšen del se nekako prenese iz starejšega na novejši model, ampak gre samo za projekte. Fizično del je tudi potrebno narediti na novo, kajti vsak material se prej ali slej utrudi, nastanejo razpoke, obraba, zato pravzaprav tistih, imenujemo jih starejših zalog, v resnici ni mnogo. A govorili smo o snemalnem dnevu in seveda pripravi bolidov. Omenil sem zimska testiranja. In v sezoni 2023 bodo zimska testiranja na progi v Bahreinu med 23. in 25. februarjem. Zato lahko vsi mi razumemo, da tisti datum okrog 15. februarja je dokaj realen, ukolikor gre vse po načrtih in ukolikor ni zamud. Namreč v Bahreinu ekipe rabijo vsaj en bolid in kopico rezervnih delov, kolikor gre kaj narobe. Seveda v zimskih testiranjih se ne gre na polno, ampak lahko se pojavi kakšen škrat, kakšna težava, ki jo niso predvideli. Težava je v tem, da same tovarne so bistveno bolj daleč kot običajno. Namreč mnogi izmed nas se spomnimo, da zimska testiranja so bila na progi v Barceloni. Ukolikor so ekipe imele določene težave, je bilo bistveno lažje tam napraviti nov popravljen del in ga dostaviti v času na samo progo. A če govorimo o zimskih testiranjih, se moramo zavedati, da ekipe tam po pravilniku lahko uporabljajo samo eno šasijo. Ampak takoj po zimskih testiranjih se začne svetovno prvenstvo Formule 1. In to pomeni za veliko nagrado Bahreina 5. marec. Takrat morajo imeti ekipe v bistvu 2 bolida, plus tretjega, ki je razstavljen na dele. Poleg tega še cel set rezervnih delov, ki ne bo služil samo za prvo dirko, temveč najmanjši za 2 naslednji. Fizično ne bo toliko časa, da bi ekipe dostavile ves material, kolikor bi se zgodilo kaj nepredvidljivega. In zato lahko sedaj v začetku decembra razumemo, v kakšni gneči so v določenih ekipah. Namreč napraviti je treba vse in roki so izjemno kratki, čeprav marsikdo izmed nas misli, da sedaj v zimskem času se nič ne dogaja in kako
dolgo bo počakati teh nekaj mesecev, dokler se ne bodo aktivnosti na progi zopet pričele. A za danes, za ta kratki oris vsega tistega, kar se dogaja v tem trenutku pri ekipah Formule 1, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.